Pika Poka, kaj naj storimo s teboj? Mislili smo, da se bo z leti in z vajo izboljšala, ampak ne, če dalje slabše je. Se sploh zavedaš, kako resna je situacija? Ne preostane nam drugega, kot da te kaznujemo. Ne prosim, nikar me ne kaznujte. Pika Poka, Pika Polonice, smo na svetu zato, da ljudem prinašamo srečo. Ti pa jim prinašaš samo smolo. Dokler je bilo najhuje to, da se je kakšen otrok ulizal v prst ali kakšni gospodinji razbil kozarec, je še šlo nekako. Ampak včeraj si mlademu dekletu uničila življenjske sanje. Uboga Viktorija, tako se je trudila, na koncu pa bila izločena iz tekmovanja. Kakšna sramota za vse Pika Polonice! Ampak saj se nisem sama kriva, če sem se rodila samo z eno piko na krilih. To je žal res. Ampak, če ti bomo dovolili še naprej ljudem prinašati smolo, se nas bodo pričeli bajati in nas uničevati, strpeti spreji. Ja, tako, kot to počno sklopi in komari. Ga ne smemo dovoliti. Si razumela? Po ukazu predsednice kluba prinašalcev sreče, te Pika Poko začasno izločamo iz kluba in ti prepovedujemo opravljanje dela Pika Polonice kot prinašalke sreče. V tem času pa boš opravljala delo v koloniji hroščev govnačev. Kaj? Govnačev? O, pa ne, govnačev, prosim, samo govnačev. Kaj me ne bi mogli poslati kam drugam? Ne. Naprimer k majskim hroščem. Smo si zdaj malce podobni. Ne. Kaj pa k koloradskim hroščem? Polje, krompir, podrekec. Znači, ti celo poznate. Pika Poka, žal mi je, da ti moram to povedati. Ampak niti majski, niti koloradski plošči niso želeli slišati zate. Bojijo se tvoje smole. Ne hroščem govnačem, je bilo vseeno. Kako dolgo pa bo morala biti pri govnačih? Ja, toliko, da se situacija zunaj malce pomiri. Tako, s tem smo zaključili. Ja, gremo. Kako je bilo to dramatično in vznemirljivo, kot v kakšni španski nadaljevanki. Še zdaj ti srce razbija. Uboga Pika Poka. Ne govori neumnosti mini Pika, nič ni uboga, nadloga je. Ne more vsako renče opravljati našega dela. Za to delo moraš biti rojen, nadarjen, usposobljen. Imeti moraš veliko pik, tako kot imam jaz. Zato mi je ime Huda Pika, ker hudo dobro opravljam svoje delo. Ni kaj dosti več kot včeraj, kaj? Veš, boš morala malce pohiteti. Zima bo kmalu tukaj. In shramba mora biti do takrat polna. Mi naši ne moremo preživeti brez rekca. Ljubi gospod govnač, da bom napolnila shrambo z drekcem še preden pride zima. Samo malce težak je tale drekec. Roke imam že čisto žuljave. Mišice me bolijo. Pa še me
Mečkinan. Ja, vem, malce smrdi, ampak saj se navadiš, veš, res? Pridi, ustavi se, pridi, sedi se, naj ti nekaj povem. Veš, so me poslali ostali govnači, da ti povem, da so zelo veseli, da si tukaj, da si zelo pridna pika polonica in prijazna in da te imajo radi. Ampak, nek malce oviraš pri njihovem delu. Ja, ker si čisto prepočasno in čisto premalo drekca nakidaš. Menijo, da bi bilo bolje, če bi šla v kakšno drugo kolonijo. Kaj praviš? Kaj? Prosim, nikar me ne naživite stroj, prosim. Če ne bom nekomu v korist, se nikoli več ne bom mogla vrniti v klub prinašalcev sreče. Kaj pa naj grem? Nihče drug me noče. Pridi, pomiri se. Tudi mi smo mislili, da nam boš prinesla malo smole, saj je smola še vedno boljša od drekca. Ampak od tebe nimamo čisto nič smole in čisto premalo drekca. Očitno to ni delo zate. O ne, jaz to zmorem, okej? Zmorem. Kako naj jo pa prepričam, da me vzame nazaj? Kako naj jo prepričam, da me vzame nazaj, če pa z mano nima sreče? Sreče, morda pa bi sreča ni tisto, kar Viktorija potrebuje. Kako to misliš? Vsi potrebujemo srečo, če želimo v življenju kaj narediti. No ja, sicer malo sreče pomaga, ampak pridi, najdi družino. Kaj počneš tukaj? Sram od mene! Počakaj, nič ti nočem, naj ti razložim. Kaj počneš tukaj? Kaj te niso izgnali? No ja, Mečkino so me izgnali. Ne, prosim, prišla sem popraviti svojo napako. Kako neki pa? Če mi ne moreš prinesti sreče? No ja, to je mogoče že res. Ampak gospod govnač meni, da bi namesto sreče poizkusila nekaj drugega. Da bi ti pomagala trenirati. Ti! Bi z mano trenirala ritmično gimnastiko. Ja, sem se pripravila. Žoga. In navodila vaje brokoli, ne, banane.
Če pa po takšnem treningu ne zmagaš, potem pa ni pravice na tem svetu. Joj, ko bi le? Se vidi ga. Ojoj, Kaj pa je? saj res? Jaz ne morem s teboj na tekmovanje, ker mi je prepovedano. Ampak, bog sem te. Ne morem tekmovati sama. Rabim svojo pikakolonico. Kaj pa? Kaj pa kaj? Da nihče ne bi prepoznal? Odlična ideja. Dragi obiskovalci in obiskovalke na državnem tekmovanju iz ritmične gimnastike. Vidite, imajo naše pikakolonce, prinašalke sreče, danes težko delo, saj je huda konkurenca. Trenutno sta na drugem mestu Katarina in njena pikakolonica Mini Pika. Vodita pa Maša in Huda Pika. Zelo dober nastop, zelo dober nastop. Ni še konec, ni še konec. Imamo še zadnjo tekmovalko Viktorijo. Zelo pa je pikakolonica. Pika, moka. Nisem še slišal zanjo. Verjetno je nova. Aplavz, prosim, aplavz.
ime. Pusti o primeru tihodobnica. Nič slabega ni hotela narediti. Nič slabega, nič slabega. Drznila se je norčevati iz vseh nas. Poštenih pikapolonic. Moje krilo! Kaj se dogaja tukaj? Pika poka? Kaj pa ti počneš tukaj? Zamaskirana se je prikradila na trgovanje. To je tista pika moka, za katero še nikoli nismo slišali. Kaj? Saj nam to ne sme. Če izvejo še drugi, bomo takoj pripravili prepovedano vrniti še na pika polonice. Saj vem, ampak saj nisem hotela nikomur storiti nič žalega. Želela sem samo popraviti svojo napako. Upam, da si se navadila na smrad. Kajti zdaj naprej boš samo še prekupila. Ampak zakaj pa? Saj Viktorija je zmagala. Takrat ti tudi to ne bo pomagalo. O ne! Joj, kako tragično, kaj tu kakšni vrniti na banko? Ne jokaj, pika poka. Saj bomo našli rešitev. Ampak kako? Zdaj nimam več niti ene same pike. Zdaj sploh nisem več pika poka. Zdaj sem samo še poka. Jaz sem zmagala. Čeprav sem ti imela samo eno piko na trenutek. Morda pa lahko zmaga tudi brez tvojih pik. Viktorija ima prav, to pomeni, da boste morali samo še več vaditi in še več trenirati. Ja, točno tako bova naredili. Radili bova cele dneve in cele noči. Vse do svetovnega projekta. Ja? Ampak zdaj, ko so me razkrinkali, pa res ne morem s teboj na tekmovanje. Tudi zamaskirana, ne? Ni nujno. Morda pa le obstaja način, kako bi se udeležila tekmovanja kot prinašalka sreče. Morda kljub napovedi. Morda, naj razmisli. Kako to misliš, gospod Govnač? Povej, povej. Spoštovane dame in gospodje, tako vznemirljiv dan imamo danes na svetovnem prvenstvu v ritmični gimnastiki. Prosim, velik aplavz za naše najboljše tekmovalke. Maša trenutno vodi, na drugem mestu je Katarina. In seveda ne pozabite aplavza tudi za njuni srečni pikapolonici. Ampak ni še konec, ni
in